ker se je malce zavleklo, bomo mi skušali biti zelo hitri, mogoče malo spontani, zato mi ne zamerite, če bom kje malo zašla v besedah. Pridružili se mi bodo moji kolegi. Na kratko vam bomo skušali povedati, kdo smo in kako smo nastali, kaj počnemo, kar pa želimo pa praktično če že dojemati skozi predavanje simpozija, predvsem pa se veselimo jutrišnjih diskusijskih vprašanj. To je namreč eno izmed temeljev oziroma namenov naše predstavitve, da mogoče slišite, kaj počnemo in bolj jutri tudi kritično ovrednotite naše delo ali pa vključite ene zadeve v svoje lastno delo. Pred enim letom se je pod okriljem Galerije Škuc odvil projekt Sodelujem skupaj integrativno na področju kulture za delo s slepimi in slabovidnimi na področju kulture. Projekt Sodelujem je delno financirala Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Nastal je na mojo pobudo in na povpraševanje Galerije Škuc z željo razširiti svojo pedagoško dejavnost. Hkrati pa je nastal na podlagi rezultatov ali pa izkušenj projekta Utepljivo v umetnostni galeriji Maribor ob razstavi Dragice Čadež, kjer sem imela priložnost z dr. Evgenijem Bavčarjem pripraviti kratek program. Razvila so se določena vprašanja in povpraševanja v galerijskih in muzejskih prostorih v Sloveniji in na podlagi tega potem nastala razpisna dokumentacija projekta Sodelujem. Kot rečeno je namen te predstavitve na kratko predstaviti rezultate projekta Sodelujem, to smo praktično mi, iniciativa Sodelujem, nadaljevanje projekta Aktiv, to, kar danes izvajamo, pa kot rečeno delovanje iniciative Sodelujem. Rahlo bomo spregovorili tudi o pomenu izobraževanja odraslih za integrativno sodelovanje na področju kulture in ne nazadnje prosili za vaše ovrednotenje. Na kratko o pomenu izobraževanja odraslih za integrativno vključevanje oziroma sodelovanje na področju kulture. Ob samem usposabljanju projekta Sodelujem ni bilo mogoče prezreti spremembe vedenjskih vzorcev vseh vpletenih. Zato lahko omenimo vzgojni aspekt, kjer je treba dodati, da igra vzgoja pri izobraževanju odraslih izjemno veliko in obogatitveno vlogo. Še posebej, ker je izobraževalno področje pri odraslem posamezniku le eno izmed življenjskih področij, enakovredno drugim in njegova lastna zavestna odločitev. Usposabljanja so bila namenjena posameznikom, ki so želeli nadgraditi določena znanja in svoje potenciale. Sodelujoči skupine, ki sta bili pripravljeni sodelovati na projektu Sodelujem, sta bili delujoči v Mariboru in Ljubljani. Obe skupini sta bili izjemno heterogeni, ne le po izobrazbi, temveč tudi po starosti. Kljub temu, da sicer formalno vsi spadamo ali spadajo v enako starostno skupino od 45 do 54 let, to je specifikacija z Ministrstva za kulturo, z izjemo ene mlajše posebej, je bila dinamika povezovanja izjemno intenzivna. Tudi zato, ker sta bili med nami dve osebi, ki zaključujeta študij. Zaradi zanimanja za vstop na delovni trg in ne samo zaradi zanimanja za vsebine usposabljanj je na tej točki velikokrat med udeleženci potekala interakcija ter izmenjava izkušenj in znanj. Po drugi strani pa je delovno aktivne udeležence naredila občutljive za potrebe teh, ki pod drugačnimi pogoji vstopajo na trg dela. Ponujene vsebine, način dela ter tudi neobičajen prostor, to je galerijski prostor izobraževanja, so spodbujale celostni razvoj vseh vpletenih. Za taka neformalna izobraževanja je alternativni galerijski prostor zelo dobrodošel, saj omogoča vzpostavljanje sproščenega, odprtega dialoga in spodbujanje novih potreb. Tako so ta in podobna usposabljanja ne le podala nove vsebine, ampak omogočala in spodbujala posameznika k odkrivanju in uresničevanju osebnih potencialov. In to je moč delovanja umetnosti ter kulturnega prostora nasploh. Ima moč pozitivnega vpliva ne samo v lastnem kontekstu, temveč širše družbenem, ker v medsebojnem snovanju dviga moralno ter estetsko raven ne samo posameznikove, ampak tudi družbene zavesti. Kot rečeno, smo se mi po usposabljanjih projekta Sodelujem poimenovali iniciativo Sodelujem. To je neodvisna skupina posameznikov z izjemno raznolikim znanjem ter izkušnjami. Skupina je nastala na podlagi
usposabljanj v okviru projekta sodelujem in člani te iniciative smo Karmen Bajec, akademska slikarka, Ana Čefarin, novinarka, Katrin Modec, kemičarka, ljubiteljica umetnosti. V svojem življenju se je mogla soočiti tudi s lepoto. V naši skupini pa ravno mogoče zaradi te izkušnje bogati pedagoški pristop v muzejskem prostoru. Vsi tisti, ki boste ostali, mogoče do nedelje, prosim, da si ogledate oziroma pridružite vodstvom, veččutnim vodstvom, ki jih vodita Ana Krepel in Katrin Modec v Mestnem muzeju na razstavi Kolo. Tako da mogoče lahko na lastni koži preverite, kar hočem se povedati. Na moji desni je Marko Mikolin, ekonomist in velik ljubitelj umetnosti, ki je že predtem pogostokrat pomagal muzejem in galerijam s prilagoditvami za slepe in slabovidne. Sočasno pa je velik ljubitelj elektronskih medijev in še dan danes jaz ne vem, kako obvladaš novi digitalni telefon. Mislim, glede na to, da moraš vse dojeti s tipom, ne vem, vsaka ti čast. Na moje levi je Ana Krepel, pravnica, pa tudi ljubiteljica umetnosti, ki skrbi za detaljno organizacijsko delo naše skupine. V sodelovanju s pridruženimi strokovnjaki med katerimi so bili tudi, oziroma so današnji predavatelji, skrbimo za pripravo spremljevalnih programov na področju kulture ter za približevanje kulturnih dobrin v muzejih in predvsem galerijah. Le te dobrine želimo približati raznolikim družbenim skupinam s poudarkom na osebah s posebno osebno okoliščino oviranosti za odrasle ter otroke in mladino. Naj pa na tej točki poudarim eno zadevo. Usposabljanja niso bila namenjena za zgolj usposobiti slepe in slabovidne za delo s slepimi in slabovidnimi, ampak za večjo zaposljivost ciljnih skupin za delo na področju kulture nasploh z raznolikimi družbenimi skupinami. Zato se tudi prizadevamo vabiti na naša veččutna vodstva raznolike skupine, od majhnih otrok do odraslih. Seveda to jemlje veliko časa in energije, ampak rezultati mislim, da so kar pozitivne. Na lastno pobudo ali na povabilo sodelujemo pri pripravi spremljevalnih programov na kulturnih inštitucijah, pri tem po dogovoru skrbimo za pridobivanje financ, koordinacijo pridobivanja ciljnih skupin, obveščanje javnosti ter pripravljamo zasnovo spremljevalnih programov, kjer je del pozornosti namenjen osnovni dostopnosti. V dogovoru z muzejskimi in galerijskimi pedagogi pa pripravimo tudi vodstva ter hkrati poskrbimo za sprotno ovrednotenje. Velika naloga za majhno... moram tiše. Prav. Mahajo v kabine, da nekaj ni v redu. Bolj počasi, se opravičujem. To je kar velik zalogaj, od kulturnega menedžmenta do galerijske pedagogike. Vsi pa zato vzamemo čas, pa tudi priskrbimo za vsako od teh zadev. V okviru usposabljanj, ki jih izvajamo znotraj projektov ali posamično skupaj s povabljenimi strokovnjaki, ponujamo specifična znanja za delo na področje kulture z in za raznoliko publiko. Usposabljanja pokrivajo področje kulturnega menedžmenta, dotičneje galerijskega posredovanja in galerijske pedagogike s poudarkom na umetniškem posredovanju raznolikim družbenim skupinam, predvsem deprivilegiranim. Način snovanja sledi vsebinam spremljevalnih programov, ki sem jih spoznala preko ustvarjalnega pristopa in študija v Berlinu, ki so ga izvajali pravzaprav moji kolegi, sošolci v Berlinu, na Berlinskem bienalu, na programih kulturne vzgoje in študijskem programu Art in Context. Tako je med nami tudi danes Jovana Komnenič, ki je bila med nami že 4-krat, skupaj z Dirkom Sorge. Predstavila sta nam že prej nekako omenjen pristop Ranicierjev, pristop dojemanja likovne umetnosti, ki spodbuja avtobiografsko dojemanje.
Če govorimo o avtobiografskem pomeni, da lahko vključimo kogarkoli, ne samo slepe in slabovidne, ampak pač raznoliko publiko in skušamo upoštevati njegovo dojemanje likovne umetnosti. In preko tega dojemanja, preko brainstorminga, ki se dogodi ob tem snovanju, mi skušamo najti prilagoditve za spremljevalni program in za vodstvo. To je zelo, zelo na kratko in suhoparno o tem, na kak način pripravljamo zasnove. Delež ste že videli, ko je vam predstavil profesor Črtomir Frelih. Preden začnemo s takimi zasnovami, ob pomanjkanju znanja prosimo za dodatna usposabljanja strokovnjake. Zato tudi zdaj bodoče galerije ali muzeje, če bi želeli delovati z našo skupino, vzemite si čas, ker edino to lahko pripelje do neke kvalitete in novih rezultatov. Jaz vam zdaj ne bom na široko predstavljala samega usposabljanja projekta Sodelujem in ne projekta Aktiv. To lahko najdete na spletni strani. Bi pa vam predstavila veččutno vodstvo, vaši in naši znaki, vrata in stoli znakovnega sveta Bogdana Borčič. To je rezultat, ki je nastal po usposabljanjih pri profesor Črtomiru Frelihu. Najprej začnemo s osnovnimi prilagoditvami za slepe in slabovidne, ker jih pač na vodstvih tudi vključujemo kot ciljno publiko. Osnova tega so tipne prilagoditve in opisi, ter tipni zemljevidi in tipne makete galerijskih prostorov. To je za naše pojme neka osnova, ki bi mogla sama po sebi biti samoumevna muzejskim in galerijskim prostorom in šele na to bi lahko začeli z našim nadaljevanjem programom. Tukaj je primer tipne makete, ki jih izdelujemo sami. Ne gremo na geodetski zavod, ker nimamo 4000 evrov za eno plastično maketo, ampak skušamo najti nizkocenovne, kreativne načine prilagajanja. Včasih je to šivanje na papir tlori za galerije, mogoče pacanje, ampak za osnovo in za občutek je zmerom, je lahko tudi to dovolj, ne rabi biti ne vem kako drago. No? Druga stvar, v katero spravimo vse obiskovalce teh veččutnih vodstev je, da vsakega soočimo s lepoto. Pomeni, da videči obiskovalci dobijo rute, to seveda ni soočenje s lepoto, se opravičujem, in pač vsak od nas ve, da bo pač snel ruto in bo videl, ne? Ampak vseeno, to nam pomaga, da nekako razvijemo sočutje do soudeleženih gledalcev in obiskovalcev, ki so slepi. Sočasno pa smo opazili, da se zgodi ena bistvena zadeva pri obiskovalcih. Čisto vsi se umirijo. Vseeno jim je ali traja vodstva 1 uro, 2 ure, oziroma še naknadno pol na vprašanja traja še dalj časa. Tako da pol že mi na konci prosimo, če lahko nehamo. To se enostavno zgodi pod ruto, tako da vabljeni, da stestirate. Prepustimo se tudi vodenju slepi in slabovidni osebi, kar je pri videčih problem, pri slepih in slabovidnih pa absolutno ne. Kako privzgojiti zaupanje? Če nekomu ponudiš dober tloris, da spozna galerijski prostor, pa naj bo to slepa oseba, nas lahko dobro vodi po prostoru. Potem pa so tukaj naše reakcije. Ne? Kot sem že prej omenila na kratko v vprašanju profesor Črtomiru Frelihu, rdeča slika Bogdana Borčiča je bil rojbušev čaj, vroč. Zelena slika, ki je imela res zeleno stropeno barvo, je pa bil sintetičen šveps, ne? Nekaj takega. Gledalce smo potem pozvali, naj odložijo kozarce na mizo Bogdana Borčiča. Figuralika oziroma ne, motivika na slikah Bogdana Borčiča je zelo poenostavljena, ploščata, ne? In ko so vsi mize so pač stranski ris na njegovih platnih, in ko so vsi odložili na fizično mizo kozarec rojbuševega čaja,
so pač se mogli soočiti z dejstvom, da so zgrešili. Ne. Na mize slikarja Bogdana Borčiča ne moramo odložiti nobenega kozarca. Recimo. To smo dali pol tudi potipati, smo pač izrezali modelčke. Na to pa smo se lotili igrice spoznavanja stola Bogdana Borčiča. Bogdan Borčič v svojih motivih uporablja mikado paličice in igralno kocko in mi smo pol na podlagi tega tudi razvili igrico sestavljanja tega stola. To je bilo zelo igriva zadeva, zelo preprosta, ampak gledalca je sprostila in glede na sproščeno vzdušje, po tej igrici so začeli spraševati. In na konci smo razlagali tudi o strokovnem tekstu, o celotnem likovno-teoretskem ozadju. Upali so se pol tudi izvedeti podatke, ki jih mogoče drugače ne bi razumeli. Na konci pa smo izvedli evalvacijo. Mi se namreč na naših vodstvih vedno poslužujemo nekih igrivih evalvacijskih metod. Sama evalvacija pa nekako skušala spregovoriti o silnicah likovne kompozicije. To je bila pa tudi posledica našega usposabljanja pri profesor Črtomiru Frelihu. To smo storili z vsemi udeleženci čist na fizičen, rekreativen način. In tako se je zaključilo z zacentrirano kompozicijo sredi kroga. To je zdaj zelo na kratko, kaj se lahko zgodi na naših vodstvih. Naša skupina je rezultat usposabljanj. Kot rečeno, smo se pa usposabljali za kulturni menedžment, za pridobivanje financ v Republiki Sloveniji. Se lahko mislite, kaj to pomeni. Zelo smo bili srečni, ko smo dobili 500 evrov dodatnih, da smo tudi lahko v Umetnostni galeriji Maribor izvedli program ali pa v Cankarjevem domu ponovili vodstva, ampak uspelo nam je s pomočjo našega Marka Mikulin, ki ve privabiti financerje ali pa jih motivirati. Pomembna točka našega delovanja so odnosi z javnostjo oziroma pridobivanje ciljne publike. Ne vem natančno, kako je v tujini z skupino slepih in slabovidnih. V Sloveniji so to definitivno skupine, ki so bile dolga leta na nek način prikrite splošni javnosti. Enostavno sistemsko so delovale izven bom rekla, standardnega načina delovanja. Šele zdaj se v šolstvu uvaja inkluzija in to pomeni strašen napor pri pridobivanju ciljne publike. In zato si mi pravzaprav prizadevamo, osebno kličemo, večkrat pokličemo in ko pridobimo eno skupino, so seveda vsi navdušeni, ne, ker na koncu dobijo žlahtno čokolado in pol pokličejo svoje kolege naprej in na tak način pol tudi mi pridobimo več publike. Se lahko pohvalimo, Ani in Katrini je uspelo v mestni muzej pridobiti 200 gledalcev. V nedeljo se obetata spet 2 vodstva, kar je pravzaprav za slovenski prostor zelo pohvale vredno. To je en poudarek, pa seveda potem raziskovanje novih možnosti delovanja v galerijskem in muzejskem prostoru. Na tej točki smo danes, oziroma po zaključku simpozija. Na simpoziju, oziroma že danes ste prav gotovo pridobili ogromno novih informacij, oziroma vse jesen, bo verjetno treba kar krepko prespati vse, kar smo slišali. Jutri se še strokovna predavanja nadaljujejo. Probali vas bomo vključiti v diskusijske skupine in upam, da bomo spet pridobili nova vprašanja. Potem pa se začne delo v delovnih skupinah. Delovna skupina Aktiv 1, Aktiv 2 in Aktiv 3 bodo delovale v Ljutomeru, Ljubljani in Mariboru. Namen teh delovnih skupin pa je spet eksperimentalno pristopiti v določen galerijski prostor in testirati možnosti delovanja z različnimi družbenimi skupinami. Zaenkrat smo govorili o vključevanju slepih in slabovidnih in kot rečeno, ni namen, da bodo slepi in slabovidni delovali zgolj za sebe, ampak da delujemo širše. Tako bo pol tudi tekom izvajanja programa v delovnih skupinah namenjen program migrantom, otrokom
in mladostnikom, osebam s posebnimi potrebami in še komu, ki si bo tega zaželel. S tem bi jaz zaključila, pa mogoče vas pozvala, da povprašate kolege, na kak način so oni doživljali to vključitev. Ali pa če imate sami kako. Katrin, Marko. Mogoče povem svojo izkušnjo. Pa če boste preutrujeni, morate reči, ne, to mi radi zavlačujemo, tako da. Hvala. Jaz sem vstopitvijo v to izobraževanje na projektu Sodelujem doživela eno tako veliko spremembo. Zaznala sem pravzaprav, da vse metode, kako sem se prej srečevala z umetnostjo v muzejih, nekako niso bile zame primerne. Odbijale so me in nekako nisem imela veselja, da bi se udeleževala vodstva v muzejih. Ko sem se pa pred nekaj leti skupino slepih in slabovidnih kolegov ponovno začela udejstvovati, smo začeli sami na malo drugačen način. Ogledali smo si pač skupaj z nekom od videčih, nam je določene stvari pač razjasnil. Potem smo se pa usedli in se pogovorili o tem, kako je vsak izmed nas doživel določeno delo. In vidim, da to pravzaprav je tisto, kar je meni manjkalo, in to so tudi nove metode, ki se uvajajo oziroma ki jih mi uvajamo. To ne pomeni, da mora vsak od nas doživeti tako, kot nam nekdo pogojuje oziroma sugerira, ampak imamo vsak svojo možnost, da pač vsako delo doživljamo tako, kot čutimo, in to je pravzaprav lastno doživljanje. In hvala Katji in možnosti, da sem pravzaprav se lahko vključila in vidim, da me je to delo zelo, zelo obogatilo. Imate še mogoče kakšna vprašanja? Pa bomo pa mi na tej točki zaključili. Jutri vas vabimo, da se nam pridružite ob 9. uri. Kljub temu, da gospod Eugen Bavčar ne bo v živo prisoten, z nami smo pa pripravili videoprojekcijo s pomočjo Studia 12, tako da boste lahko doživeli tudi njegov način predavanja. Na to se pa nadaljuje po normalnem urniku nadaljevanje programa simpozija.